Dober dan, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje. Tukaj je informativna oddaja Dogodki dneva. Na drugi mestni konferenci Mestne občine Celje o prostoru. Na letošnji celjski mednarodni razstavi mačk 165 mačk iz 7 držav. Celjski rokometaši so dobro namučili favorizirano Barcelono. Celjanke so se morale za zmago proti Banjalučankam pošteno potruditi. Mestna občina Celje je pripravila drugo mestno konferenco. Potem, ko so prvo, ki je potekala aprila, naslovili radikalno sodelovanje, so se na tokratni posvetili prostoru. Udeleženci so tako razpravljali o možnostih, ki jih prostor prinaša za razvoj mesta. V ospredju pa je bil tudi občinski prostorski načrt, ki naj bi še pred koncem leta prešel v javno obravnavo. Na tokratni mestni konferenci so se udeleženci iz različnih organizacij, podjetij in skupin poglobili predvsem v prihodnost Mestne občine Celje na področju politike upravljanja s prostorom. Želimo si vzpostaviti predvsem nek okvir za delovanje mesta na tistih ključnih področjih, ki zadevajo prostor, in sicer gospodarski razvoj, omogočanje zadostnega števila stanovanj, omogočanje kvalitetnega javnega prostora in odnosa do zelenega oziroma do narave, ki nas obdaja tako na ogrožajoč kot na način, ki ima potencial za gospodarski razvoj. Vse te tematike smo danes obdelali s 4 močnimi uvodnimi predavanji in potem nekaj urno razpravo v delovnih skupinah, v katerih so se znašli predstavniki gospodarstva v večji meri. Skoraj pol današnjih obiskovalcev je bilo predstavnikov celjskih podjetij, civilne družbe, javne uprave in pa strokovnjaki, ki so moderirali ta posamezna omizja. V zadnjem delu konference so udeleženci v skupinah razpravljali o različnih prostorih in njihovem pomenu za razvoj mesta. Tako so skupine obdelale javne prostore, prostore narave, prostore skupnosti in prostore zagona. Za omizjem, kjer sem sedel, je bilo veliko predlogov, kako se več pogovarjati z ljudmi o razvoju mesta, kako se pogovarjati tudi na mikroravni, na ravni ulice, na ravni soseske in tako naprej, in kako reševati različne izzive mesta. Večkrat je omenjeno recimo področje prometa, področje revitalizacije starega mestnega jedra, področje sosesk, vprašanje parkiranja v soseskah in tako naprej. Celje sigurno ima potencial v 100 hektarjih nezazidanih zemljišč. Z sprejemom prostorskega načrta se bo ta delež še povečal. Trenutno imamo praktično 340 študentov vsako leto z generacije, razpoložljivih delovnih mest je samo 40 v tem trenutku. Ob tem imamo 45% dnevnih migracij iz Celja, od tega 2500 v Ljubljano. To pomeni, da z generiranjem novih prostorov za nove panoge bomo lahko zagotovili v mestu več primernih delovnih mest, še posebej za terciarno izobražen kader, kar se nam tudi pozna potem pri vseh ostalih dejavnostih, ki se nanašajo tako na mestno jedro kot vse ostale prostore zagona. Smo ugotovili, da je javni prostor potrebno kurirati, da v bistvu bi dobro bilo spodbujati neko samoorganizacijo tako skupnosti kot vseh zainteresiranih, ki bi programirali, ki bi čez leto v bistvu različne programe izvajali na določenih javnih prostorih in potem tako odpirali njihov potencial. V tem smislu smo tudi spodbudili občino, da odpre neke odprte pozive in gospodarstvenike, da naredijo sklad za to. Tako da, ja. Zaključki tokratne mestne konference bodo postali tudi del strategije urbanega razvoja, ki jo bo Mestna občina Celje oblikovala postopoma v prihodnjih letih. Posamezne tematike, ki smo jih danes obravnavali v okviru prostora, bodo v prvi vrsti meso postale z sprejemom občinskega prostorskega načrta. Ta se seveda ne bo odzival na posamezne pobude, ki so danes nastajale, vsekakor pa je tu v paralelnih prostorih ogromno stičnih točk. Predvsem z vidika zavarovanja tistih površin namenjenih naravi, ki bodo v mestu ostala. To občinski prostorski načrt vsekakor zagovarja oziroma zasleduje, zagotavljanja dodatnih prostorov za razvoj gospodarstva. Kot poseben poudarek današnje konference je tudi zavedanje, da v Celju imamo veliko nepozidanih stavbnih zemljišč, ki niso aktivirana. Posebno pozornost v prihodnosti bomo morali nameniti tem in tudi gospodarstvo privabiti, da ta zemljišča na nek način aktivira. Naslednja mestna konferenca bo prihodnje leto aprila, ko bodo ob občinskem prazniku razpravo namenili
trajnostnemu razvoju in zeleni preobrazbi. Felinološko društvo Celje je tudi letos organiziralo tradicionalno mednarodno razstavo mačk, ki je prejšnji konec tedna potekala na celjskem sejmišču. Prvo so organizirali že leta 1987, na letošnji pa so lahko obiskovalci videli več kot 160 mačk iz 7 držav. Razstavo mačk v Celju Felinološko društvo Celje pripravlja že več kot 3 desetletja, vsakič pa se v mestu ob Savinji zberejo številni ljubitelji mačk različnih pasem. Zanimivo je, da imamo letos tudi zelo pestro izbiro različnih pasem, torej vsaj 20 pasem mačk je danes predstavljenih, te pa so v različnih barvah, nekatere, recimo če rečemo ruska modra, vemo, da so samo modre, so pa britanke recimo v najrazličnejših barvah, kar si skoraj lahko zamislimo, ne? Pač živalskih barvah. Imamo pa zelo veliko bengalcev, majnkunov, tudi norveške gozne, taj, sijamke, mislim, 20 različnih pasem, to že dolgo nismo imeli. Razstavljavci so letos prišli iz Hrvaške, Avstrije, Češke, Italije, Poljske in seveda Slovenije. Izjemno veliko je bilo v 2 dneh, kolikor je trajala razstava, tudi obiskovalcev. Smo prav veseli, ker po covidu se je nekje trend obiskovanja razstav strani mačjeljubcev oziroma vzrediteljev nekoliko zmanjšal. Tudi v bližnjih državah okrog Slovenije številke niso več tako visoke, kot so bile nekoč, ampak izgleda, da smo spet v porastu. Mi smo s številom zelo zadovoljni. Sodniška ekipa je bila kot vedno mednarodna, mačke pa so ocenjevali po kriterijih, ki jih določi Svetovna felinološka organizacija. Po poklicu sem veterinarka, tako se dnevno v svoji zasebni kliniki srečujem z živalmi, domačimi in divjimi. Mačke pa so moj hobi. Že veliko let sem sodnica, tukaj v Celju pa sem drugič. Nazadnje sem bila pred 5 leti, tudi letos pa je zelo zanimivo. Vedno prihajajo novi vzreditelji, nove mačke, nekatere zelo popularne, druge redke. Sem zelo navdušena. Ocenjuje se po teh predpisih mednarodnih in mačke pridobivajo certifikate za svoje najvišje nazive. Na sami razstavi pa seveda izberemo najlepšega samca, najlepšo samico. Nagrad je kar precej, če boste videli tam na našem odru, so letos namesto pokalov prisrčne mačke, so jih razstavljavci kar veseli. Sprehodili smo se tudi med razstavljavci. Nekatere mačke so bile izjemno živahne, med njimi tudi ta bengalka. Danes z nami je Ariela, pa njen bratec Panter. Zdaj znane so predvsem po tem njihovem zelo zanimivem vzorcu. Mogoče ne bi rekla, da so divje, rabijo pa malo več pozornosti, pa dosti energije imajo. Tako da za ljudi, ki so se pripravljeni veliko igrati. Jaz sem bila že parkrat pri vas in se vedno rada vračam, ker je organizacija, kar se glede organizacije tiče, je super. Vedno smo lepo sprejeti, če imamo kako posebno željo, nam tudi ugodijo, tako da se vedno radi vrnemo. Tudi letošnja razstava je odlično uspela, v Felinološkem društvu Celje pa so zdaj že začeli priprave na prihodnjo, ki bo čez leto dni. Še k športu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 5. krogu Lige prvakov z 31-37 klonili proti Barceloni. Celjani so v Zlatorogu pred okrog 4000 gledalci odlično upirali se proti Kataloncem, ki v letošnji sezoni še niso izgubili. Pivovarji bodo prihodnji teden gostovali pri poljski Visli. Celjani so bili tokrat od morebitne senzacije bolj oddaljeni kot februarja letos, ko so Katalonci šele v finišu tekme strli odpor slovenskih prvakov. Takratni Barcelonin junak, danski vratar Nilsen, je tudi tokrat branil odlično, saj se je zaustavil pri kar 16 obrambah. Celjani so še v 10. minuti vodili za 2 zadetka, nato pa je Barcelona počasi vajeti prevzela v svoje roke in si do konca prvega polčasa priigrala 5 golov prednosti. V nadaljevanju je najvišja Barcelonina prednost znašala 7 zadetkov. V končnici pa so Toskičevi varovanci dvakrat prišli na 4 gole zaostanka. Igrali smo proti
po mojem najboljši ekipi v Evropi in enostavno, če hočeš zmagati tako ekipo, kot je Barcelona, morate se danes vse poklopiti. Imeli smo na drugi strani Smolu, imeli smo tega Nilsena, ko je vse živo branil, veliko zgrešenih zicerjev, ali to je normalno. Ti fanti so dali vse od sebe, jaz sem ponosen na njih, vsaka jim čas, ampak ta razlika, ko je bila na koncu 6-7 razlike, to ni realnost. To ni realnost, mogoče bi ta tekma šla, mogoče na par golov razlike in to je Barcelona. Zdaj, če smo mi vsi pričakovali, tule normalno, jaz sem trener, pričakujem, da damo vse od sebe, če imamo možnost, da zmagamo Barcelonu, sam, če smo mi zdaj žalostni zato, ko smo izgubili proti Barceloni, pa res nismo normalni. Pa to je to. Dobili smo veliko golov, sicer smo jih tudi dali 31, tako da to ni tak problem, ampak žal, naredili smo preveč napak, ki jih je ekipa, kot je Barcelona, kaznovala. Če hočeš tako tekmo zmagati, če hočeš biti gol za gol do konca tekme, moraš igrati praktično brez napak. Žal, borili smo se. Težko se je pripraviti, ker so nevarni iz vseh položajev. Največ se je govorilo seveda o Dika Memu, ampak mogoče njega malo bolj pokrije, še druge več prostora. Ja, težko je, težko. Potem pa v napadu še vedno, ko priješ, če lahko rečem, na zicer, še vedno sta tam v golu dva odlična vratarja, tako da res so fenomenalna ekipa. Celje je moj drugi dom, tu sem v bistvu začel rokomet, vedno, kadar se vračam iz tujine, pridem v Celje, tako da je nekako posebna tekma vedno, po drugi strani pa je bilo res lepo igrati spet pred polnim Zlatorogom, to ima neko posebno energijo vedno Zlatorog, tako da na koncu pa sem definitivno vesel, da smo mi odnesli 2 pike, Celju pa definitivno želim lep nadaljevanje sezone in pa veliko sreče. Slovenski prvaki so v uvodnih minutah Barceloni parirali v igri na postavljeni obrambi. Kasneje pa niso več uspeli slediti hitri igri gostov, ki imajo na voljo veliko širši in kakovostnejši igralski kader. Barcelona igra ta hitri rokomet, enostavno mi smo prihajali v situacijo, da zabijamo zelo težko te gole in se nismo mogli vrniti nazaj, oni so vse tiste stvari kaznovali. Prvi polčas na našo postavljeno obrambo niso imeli rešitve, jaz sem siguren v to, ampak pa smo dobivali gole iz tega hitrega centra kontra napada, zato ko tako oni igrajo enostavno fizično ne moreš parirati. Najprej smo se dogovorili, imajo v obrambi takšno taktiko, da menjajo igralce, tako da mogoče, da smo malo hitreji, ampak zavedamo se, da je Barcelona res imajo širok kader, veliko igralcev, težko je zdržati z njim celo tekmo takšen tempo, ampak mislim, da tako sem rekel, lahko smo zadovoljni. Bratski dvoboj Janc je tudi tokrat dobil starejši brat Blaž, sicer pa sta oba v sredo zvečer zabila po 5 zadetkov. To je res en poseben občutek. Že od vedno sem si želel, da bi nekoč zaigrala na najvišji ravni en proti drugemu, mogoče še enkrat v prihodnosti drug z drugim, ampak res, to je nekaj posebnega, ko pride, potem navijači gleda to, ko podpirajo oba, tako da mislim, da mi bo to vedno ostalo v spominu. Moj brat maksimalno izkorišča minute, v bistvu čez noč je postal glavni igralec Celja, tako da po drugi strani pa tudi sam se dobro zaveda, da je šele to njegov začetek, tako da jaz sem ponosen na njega in vedno sem verjel v njega, tako da to zdaj samo potrjuje, da je na pravi poti in da lahko postane oziroma bo postal vrhunski igralec. Po mnenju nekdanjega člana Celja Pivovarne Laško je tehtnico na stran gostov obrnila predvsem kvaliteta njihovega moštva. Pa jaz mislim, da naša kakovost. Nekako smo že pred samo tekmo bili pripravljeni na to, da nas čaka težka tekma. Že lansko sezono smo imeli tukaj problem, tako da nekako smo od začetka bili 100% skoncentrirani, oddelali maksimalno, dobra obramba z dobrim golmanom, veliko lahkih zadetkov in tudi naša izkušenost je pripomogla k temu, da smo na koncu lepo pripeljali tekmo do konca. Slovenski prvaki so imeli proti Barceloni najštevilčnejšo podporo s tribun v letošnji sezoni. V hramu slovenskega rokometa se je zbralo okrog 4000 gledalcev. Mislim, da je igralcem bilo fajn igrati v takem vzdušju. Hvala vsem, ko so prišli danes podpreti to ekipo. Mislim, da zadovoljni grejo domov, ekipa je dala vse od sebe, probali smo vse, ampak ni nam uspelo, moramo biti realni, ne more se z njimi igrati. Dvorana je bila praktično polna, res publika je bila neverjetna, zelo lepo je bilo igrati ponovno pred tako publiko, tako da se vsem zahvaljujem, ki so danes prišli in nas podprli. Sigurno lažje igraš, imaš podporo tudi s tribun in res hvala še enkrat. Poseben
trenutek je bil to, da je glih na taki tekmi z bratom se Zlatorog nafilo, tako da vzdušje je bilo super, vedno je Zlatorogu fenomenalno, tako da že kar vabim navijače še za naslednje tekme. Celjani bodo v 6. krogu Lige prvakov prihodnji četrtek gostovali pri poljski Visli. Košarkarice Cinkarne Celje pa so v 3. krogu skupinskega dela Vaba lige v svoji dvorani s 95-80 premagale Orlovi iz Banje Luke in so zdaj same na vrhu prvenstvene lestvice. Pri Celjankah se je po 5-mesečni pavzi zaradi poškodbe kolena na parket vrnila reprezentantka Mojca Jelenc. Prvakinje Bosne in Hercegovine so se v Celju predstavile v dobri luči in napovedale, da bodo v tej sezoni resen kandidat za uvrstitev na zaključni turnir. Banjalučanke so prvo četrtino dobile s 30-21, potem pa v drugi Celjankam dovolile delni izid 17-1 in njihovo prednost 10 točk ob koncu prvega polčasa. V nadaljevanju so cinkarnarke prednost še nekoliko povišale in tekmo mirno pripeljale do konca. Mislim, da smo pričakovali težko tekmo. Moram reči, da nas je ekipa Orlov presenetila v prvem polčasu, v prvi četrtini. Odigrali smo slabo, tudi taktično nismo dobro odreagirali, tako kot smo se dogovorili. Dobili 30 točk, vendar potem že v drugi četrtini vzpostavili ritem in prevzeli pobudo na terenu in že prvi polčas vodili. V drugem polčasu ne morem biti ravno najbolj zadovoljen z igro, pa vendarle mislim, da na koncu zaslužena visoka zmaga. Hteli smo odreagirati pametno, vendar smo parkrat kar zdivjali v napadu. Vidi se, da še nimamo te kilometrine, ki jo pač potrebujemo skupaj, vendar mislim, da se počasi stvari postavljajo na svoje mesto in da bomo čezdalje boljši v prihodnosti. Tekmo smo v bistvu začeli dosti neskoncentrirano, nismo bili dosti agresivne v obrambi. V bistvu so one pač lahko so delali, kar so hoteli, ampak mislim, da smo se potem zbrali in ostale 3/4 dobro odigrale. Po zaostanku za 9 točk so gostiteljice do preobrata prišle s consko obrambno postavitvijo. Sigurno, da smo bili pripravljeni tudi na to, tako kot se rekel, taktično so nas presenetili v prvi četrtini, morali smo odreagirati, mislim, da smo dobra reakcija tudi igralk s klopi, predvsem Žibertove in pa Isinovskove. Tudi Mojca Jelenc, ki se je vrnila nazaj, odigrala dobro tekmo, tako da dobivamo še eno širino v napadu in lahko sem na koncu zadovoljen kljub slabi prvi četrtini. Po 5-mesečni odsotnosti se je po poškodbi kolena in gležnja v celjsko ekipo uspešno vrnila Mojca Jelenc. Ja, treme je bilo sigurno, no. Zdaj že dolgo res nisem odigrala tekme, tako da sem vesela, no, da sem se končno vrnila in izkoristila vsako minuto. 20-letna slovenska reprezentantka je bila za Bekerjevo, ki je dala 27 točk, z 19 točkami druga strelka celjske ekipe. Jaz sem vesela, no, da moje telo še zmeraj deluje tako, kot bi mogla. Tako da ja. Celjanke so v skupini A Vaba lige zdaj edina neporažena ekipa in so same na vrhu prvenstvene razpredelnice. V soboto bodo v državnem prvenstvu gostile Domeli Škofje Loke, prihodnjo sredo pa bodo v 4. krogu Vaba lige gostovale pri ekipi Lavov iz Brčkega iz Bosne in Hercegovine. Dobro se moramo spočiti, pripraviti na tekmo z Škofjeločankami, ki so se vrnile nazaj v prvo ligo in jemljemo maksimalno resno. Imajo mlado ekipo s parimi izkušenimi igralkami in želimo si odigrati kvalitetno tekmo in pa seveda potem prav tako v Brčkem priti do novih 2 točk. Jutri bo na vzhodu spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo po večini pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo sprva možne predvsem v zahodni polovici Slovenije, zvečer pa se bodo okrepile in razširile proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 19, najvišje dnevne po večini med 19 in 23, na Primorskem do 25 stopinj.
V soboto bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu pa bo več sonca. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, več oblakov bo na zahodu, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo še možna kakšna kaplja dežja. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v današnji informativni oddaji Dogodki dneva. Lepo se imejte in se vidimo spet kmalu. Srečno!